Seveda potrebno je nastaviti še volanski obroč. Večina avtomobilov danes ima že možnost nastavitve volanskega obroča, tako po globini, kot tudi po višini. In zdaj nastavljamo, se pravi, najprej po globini, se pravi, potegnil sem volanski obroč kompletnim sklopom iz armaturne plošče. Ko nastavljam po višini, moram biti pazljiv, da bo pregledna vsa armaturna plošča, da imam nadzor nad kontrolnimi signalnimi napravami armaturne plošče. No in zdaj je ta del že urejen. Preverjam hkrati oddaljenost od volanskega obroča. Ko dam roko v zapestju na vrh obroča, se roka šele stegne, se pravi, da tudi ne smem iti s telesom iz samega sedeža, ampak da sem naslonjen in tako dobim ta normalni in tisti pravi delovni položaj. No, zdaj smo pravilno nastavljeni, oziroma pravilno usedeni v sedežu. Tudi oddaljenost od sredine volanskega obroča do telesa je tista pričakovana. Približno 30 cm rabi zračna vreča za proženje. To lahko preverimo sedaj z papirjem A4 formata, ki predstavlja tisto potrebno dolžino in to je to. Toliko rabi zračna vreča za svoje proženje. In seveda, lahko se posvetimo sedaj sami nastavitvi oziroma sami drži volanskega obroča. 15:3 je tista drža, ki je priporočena, hkrati tudi najbolj varna in tudi učinkovitost vodenja avtomobila je na ta način najlažja. Tudi ta drža omogoča nemoteno proženje zračne vreče, ki se bo sprožila tako med rokami v tem delu. Če držimo volan na višjem delu, prvič pridemo v tisto skušnjavo, podzavestno skušnjavo, da ko bomo zavirali, da se bomo še z rokami opirali v volanski obroč, kar pomeni, da ne bomo zmožni opraviti kakšnega drugega potrebnega manevra, če se nam bo to pokazalo. Hkrati, ko se bo sprožila ob morebitnem trčenju zračna vreča, nam bo poškodovala roke. Zato je ta drža 15:3 res najbolj varna in tudi najbolj učinkovita. No in samo delo voznika predstavlja pri vodenju avtomobila v levo ali desno smer, tako da dvoročno vrtimo do te pozicije levo oziroma do te pozicije v desno. To predstavlja že kar skoraj polovico nekega običajnega, normalnega vodenja avtomobila na odprti cesti. Seveda v naseljih je potrebno poveč. V tem primeru se leva roka zadrži ob telesu, z drugo roko pa vodimo volanski obroč do te točke. In tako smo zmožni prevoziti vse ovinke in tudi križišča do 90-stopinjskega kota. In ko se volan vrača, ko pride do ta položaj, prečka se že ustavi, oziroma roka se ustavi na prečki in smo že zmožni voziti naravnost. Ravno tako je potem za zavijanje v desno, do te točke, desna roka počaka ob telesu, sprosti oprijem in zavijamo do te točke in tako ponovno 90-stopinjski zavoj ali vožnja v križišču. In ko se volan vrača, se roka z palcem ustavi na volanskem tej prečki in smo spet ponovno za držo 15:3 pripravljeni za vožnjo naravnost. Tako imamo stalno kontrolo nad usmerjanjem prednjih koles, ki so vodilna, in na ta način lažje kontroliramo potem tudi potrebno stabilnost ob nekih reševalnih manevrih umikanja.